V Vatikanu se je za današnje opoldansko srečanje s svetim očetom zberala velikanska množica ljudi. Papež Frančišek je spregovoril z osrednje lože bazilike svetega Petra, ob njem pa sta stala upokojeni prefekt Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja kardinal Franz Rode ter prefekt Kongregacije za nauk vere kardinal Gerhard Ludwig Müller. Papež Frančišek je letošnjo božično poslanico začel s preprostim opisom betlehemskega dogodka, v katerem je Marijo in Jožefa označil za dve ponižni osebi, polni zaupanja v božjo dobroto, ter pastirje, starčka Simeona in Ano v njihovi poslušnosti svetemu duhu. Nadaljeval je zagotovilom, da Jezus prinaša odrešenje prav vsakemu človeku in vsem narodom. Cari fratelli e sorelle, buon Natale! V lepoti božičnega praznika je papež nagovor izrekel v izraziti resnobni zbranosti. Novorojenega odrešenika je prosil, naj se ozre na naše brate in sestre v Iraku in Siriji in jim prinese upanje. Spomnil je na številne begunce, pribežnike, otroke, odrasle in ostarele vsega sveta, z željo, da bi se brezbrižnost soljudi spremenila v bližino, zavračanje v gostoljubje in da bi vsi, ki doživljajo preizkušnje, prejeli potrebno humanitarno pomoč za preživetje v ostrini zime in bi se mogli vrniti v svoje dežele in živeti dostojanstveno. Kristusa odrešenika je nadalje prosil za mir v Nigeriji in drugih predelih afriške celine. Posebej je omenil Libijo, Južni Sudan, Centralnoafriško republiko in pokrajine Demokratične republike Kongo. Nato je posebno pozornost namenil otrokom in Jezusa prosil, naj jih reši nasilja, trgovine z ljudmi in raznovrstnih zlorab, naj potolaži družine ubitih otrok v Pakistanu, naj bo blizu zlasti žrtvam epidemije ebole, še posebej v Liberiji, Sierri Leone in Gvineji, ter se zahvalil vsem, ki skrbijo zanje.